Domovina sodobnega nogometa je Anglija. Od tam prihaja tudi zanimiva novost, tako imenovani hodomet, hodeči nogomet. Z njim so začeli pred dobrim desetletjem in kmalu dobili posnemovalce. Televizijsko reportažo, s katero so ga predstavili, so imeli sicer nekateri za 1. aprilsko šalo, a je hitro postal popularen. Do te mere, da so ga kot del projekta družbene odgovornosti pod svoje okrilje vzele številne nacionalne panožne zveze, med njimi Nogometna zveza Slovenije, podpira ga tudi UEFA. Plan je, da bi hodomet prepoznali generacija tretje starostnega obdobja in se z njim ukvarjala redno širom Slovenije. Pri nas imamo zaenkrat 3 klube, v katerih ga gojijo, v Ljubljani, na Ptuju in v Brežicah, kjer so tudi organizirali prvi tovrstni turnir pri nas. Za mednarodni pridih so poskrbeli gostje iz Zagreba. To je jedna usporena verzija malog nogometa sa puno obzirnosti prema protivniku. Tu se uglavnom hoda, ne smije se trčati. Nema sprinteva, nema kuklizavanja, nema nikakve šanse da se desi da netko strada na onom način kako je to u malom nogometu danas moguće. Turnir v Brežicah je pripadal domačim Sokolom, drugi so bili Hrvatje iz zagrebške udruge Srede Vrede, tretja je bila ekipa športnega centra Ptuj. Tudi pri tem nogometu je seveda glavni cilj premagati nasprotnika, le da brez uporabe vseh tistih prvin, ki so iz zornega kota neposrednega stika značilni za klasičen nogomet oziroma futsal. Hodomet je nogomet prilagojen starejšim ljubiteljem druženja z nogometno žogo. Marsikdo me vpraša, zakaj ti sploh igraš še nogomet, ne? Saj si ja prestar. Moj odgovor je, jaz igram nogomet zato, da nisem star, ne? Moj življenjski moto je pa vseh nas tu v tem športnem društvu gibanje je življenje in življenje je gibanje. Ima jako puno sportaša, rekreativaca kojima će se ovo jako dopasti. Jer se oni na neki način zaziru od igranja malog nogometa ili neke sportske rekreacije sa kontaktom da se ne ozlijede. To so pač začetki zametki, bi rekel, tega hodometa. Mi smo prvi začeli vse v Sloveniji tole in upam, da bo naprej se dogajalo še več, zato ker pač je občutek ljudi, da vidijo, da niso na kavči, da ne sedijo, da ne lenarijo, ampak se nam pridružijo pri 59+, kar je zdravstveno zelo pozitivno. In kdo vse se lahko pridruži klubom, ki gojijo hodomet? Naš član lahko postane vsaki, ki je dopolnil 59+, ne? Tako da lahko. In starejši, ne mlajši pa ne bi imeli, ne? Ker oni že tečejo, imajo več kondicije kot mi starejši mladoletniki, ne? Ki se ne podajajo na igrišče zgolj zaradi ljubezni do nogometne žoge, za katero pravijo, da nikoli ne ugasne, ampak tudi zaradi druženja samega, zaradi prijetnih večerov ob obujanju nogometnih spominov, ki jih začinijo tudi s kakšno zbadljivko. Da jaz se včasih malo pošalim, marsikomu rečem, ne, hodeči nogomet, se tak si igral, ko si igral redno za Dravo, ne. Začetek je vzpodbuden, temelji položeni tudi pri nas v načrtu je nadaljna popularizacija. Vsake medobčinski nogometni zvezi bi bilo super, da organiziramo skupino in potem mogoče organiziramo srečanje in nekako konec leta zaključek hodometa. Nogometne različice, ki je še eden od kamenčkov v mozaiku najpopularnejše igre z žogo in potrjuje, da je nogomet res šport za vse, ne glede na leta.